Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o solarnem pleksusu oziroma o tem, kako poskrbeti za to, da sebe obvladamo. Sebe obvladamo, samoobvladovanje. Zdaj, če pogledamo iz vzhodne kulture, mudra za moč, to, kar vas učim, je ta. In vemo, da sumoborci recimo pred bojem naredijo tako, se pravi tako, Se pravi, s tem generirajo svojo moč. No, danes ne bom to govorila o dekodiranju podzavesti, kot to, da v bistvu prav solarni pleksus je povezan s samoobvladanjem oziroma povezan je tudi s tem, koliko si upamo v življenju. Zdaj vam bom prebrala odlomek iz zbirke Jaz sem, ki sem. Poslušajte. Med sedanjo širitvijo luči po zemlji je nujno, da ohranite želeni nadzor nad svojimi občutki, mislimi in besedami, če se želite izogniti stalnim stiskam in izgubam v sebi in v svojem svetu. Še nikoli v zgodovini planeta ni bilo tako pomembno, kot je zdaj. Vadite se v tem, da vas nič ne preseneti, znejevoli ali prizadene v katerekoli situaciji, kajti od tistih, ki stopajo v luč, se zahteva neprestano, popolno samoobvladovanje vseh sil v sebi. Ko se naučite obvladovati čustva v sončnem pletežu, lahko dosežete mojstrstvo. Umiriti in prečistiti morate energijo v sončnem pletežu. To dosežete šele, ko se nehate pregovarjati, ko ste sposobni ohraniti svoj mir ob vsaki najmanjši provokaciji. To pa ni več tako enostavno, ne? Ohraniti svoj mir, ne glede na to, kaj se dogaja okrog vas. Pogosto se dogaja, da prav v družinah, ali pa med sodelavci, ali pa med partnerji, se začne dogajati, ko en začne rast, ga začne drugi obtoževati. Ti si tak, ti si drugačen, ali pa ti si taka, ti si se spremenila, nisi v redu in tako naprej. In ko te nekdo kritizira, kaj je najbolj enostavno narediti? Odreagirati. Ti boš meni govoril ne? Ne glede na to, kaj vam nekdo reče, ohranjati svoj mir. Eno stvar se moramo zavedati, da vsak govori samo svojo resnico. Glejte, če jaz vas zdaj gledam skozi očala, ki so rozna, kako vas bom videla? Pač rozne, imam filter čez. In dejansko ljudje kar drugemu nakopljajo, v bistvu oni govorijo o sebi. Nekoč, pa vem, da sem že o tem govorila, sem sodelovala z enim gospodom, ki je v Sloveniji kar guru in ker se ni držal dogovora, glede nekega posnetka, sem rekla, zdaj tako, lahko ti ga prodam, ne pa podarim, ker dejstvo je, da pač domenila sva se, da mu podarim posnetek, ampak na koncu, ker se ni držal dogovora, sem postavila pač svojo vrednost. In ko sem pritisnila oziroma ko sem se postavila za sebe, je začel z obkladki. Ti si taka, si drugačna, tebe ne bi, nimaš pojma o zdravju, mislim, juhej. In jaz mirno poslušam tiste obkladke in rečem, vse to, kar govoriš, ne pove nič o meni, ampak veliko o tebi. Ja, pol je šele znorel, ker poglejte, vsak govori zgolj svojo resnico. Če jaz nekomu obkladam in mu govorim, ti si, ne vem, zahrbten, ti si preračunljiv, ti si, ne vem, govorim o sebi, to sem del mene je tak. Jaz opisujem zgolj svoja čustva, svoje pomanjkljivosti. Ne? Zdaj pa poglejte, se pravi, v sedanjem trenutku je zelo pomembno, da obvladamo ali pa prečistimo čustva v sončnem pletežu. Zdaj pa, katera čustva se skladiščijo na solarni pleksus?
Solarni pleksus je tukaj nad popkom in je povezan z želodcem. Se pravi, za vse tiste, ki imate težave z želodcem, ki vas boli želodec, ki imate težave s trebušno slinavko, sladkorno boleznijo, z jetri, žolčem, nenazadnje dvanajsternik, rana na dvanajsterniku, tudi rana na požiralniku ali pa recimo refluks. Vse to je povezano z nekimi čustvi, ki ostajajo požrta, ne? In zdaj, če gledamo, kaj je tisto, kar se najbolj skladišči na ta predel. Eno stvar je strah. Strah je osnovno čustvo, ki se naseli prav v želodec. Drugo je pa v bistvu strah pomešan z jezo. Jeza se skladišči direktno v žolč pa v jetra, medtem ko na drugi strani je pa trebušna slinavka, kamor se pa skladišči razočaranje, grenkoba, prav razočaranje nad življenjem, nad ljudmi, nad situacijo. Zdaj, če mi gledamo, da so to neka temeljna čustva, ki so za počistiti, recimo prav težave z želodcem. V svoji podzavesti nosim strah pred življenjem. Ne upam se postaviti za sebe. Strah me je sodbe ljudi. Pa bom jaz zdajle sprobala, če imam jaz te programe. V svoji duši nosim potrebo po obsojanju ljudi. Strah me je, da me bodo zasačili prekršku. Strah me je, da bom izgubila svoje drage. Jezijo me dejanja drugih ljudi. Vedno grem nazaj. Zdaj ne vem, koliko vi vidite. Recimo, kdor ima težave z sladkorno boleznijo oziroma prekomerno težo, v moji podzavesti nosim program, da je vse zaman. No in če zdaj spet sama probam, preizkusim, v svoji podzavesti nosim program, da je vse zaman. Ne, jaz verjamem v to. Verjamem, da vsak izmed nas ima moč spremembe. Vsak izmed nas vpliva na nek svet. Zdaj, koliko je to? Je to vaša družina? Je to mogoče vaša sodelavka? Na nekoga vplivate s svojimi dejanji, s tem, kar delate. Na nekoga vplivate. Nekateri imamo neko misijo, da pomagamo svojim delovanjem na nek krog ljudi, nekateri vplivajo na svetovni ravni, nekateri pa vplivajo na družinski ravni. Vse je v redu. Glejte, vsak ima svojo nalogo. No in dajte vi te stvari tudi preizkusiti. Zdaj, to so že besedila iz knjige, ki nastaja, ki bo, recimo okrog novega leta. To je tisto, kar sem že začela pisati lansko leto, pa je potem nastala najprej knjiga, ko imajo duše žur, in zdaj v bistvu pripravljam že nadaljevanje. V glavnem, zdaj pa če gledam, kako lahko zdaj vse to počistim. Ena stvar, kar direktno deluje na solarni pleksus, je dihanje z prepono. Se pravi, prepona je prav ta del, trebušno votlino oziroma črevesje loči od tega zgornjega dela. In ko mi globoko vdihnemo oziroma ko smo v strahu, plitko dihamo. Takrat, ko začutite ali bolečino, ali mogoče lahko tudi, da vas stisne v želodcu, takrat zavestno začnite dihati. In si ponavljajte zraven afirmacijo. Jaz sem mir. Jaz sem mir. Jaz sem ljubezen. Jaz sem ljubezen. A veste, kaj se jaz zdaj ta trenutek ponavljam? Jaz sem Kristusova ljubezen. Jaz sem Kristusova ljubezen. Zato, ker v bistvu ta Kristusova energija, zlata svetloba, Kristusova energijo imamo tik za sabo. Če sem jaz Kristusova ljubezen, pomeni, da sem objeta, zaščitena. In zanimivo je, se o tem bom tudi še govorila, ko bom pogruntala vse skupaj, ampak dejstvo je, da prav ta afirmacija pomaga pri tem, da se sčisti čakra tretjega očesa in hkrati deluje tudi na to, da vpliva na kronsko čakro, in kronska čakra se dobesedno potem povezuje naprej s stvarstvom. Še enkrat ponovim, jaz sem Kristusova ljubezen. In zdaj, če uporabljamo to Mojzesovo šifro,
S tem, ko dihamo in izdihavamo in si ponavljamo, jaz sem, ki sem. Glejte, Mojzesova šifra, in vam toplo priporočam, dajte si nabaviti ali pa mogoče prebrati knjigo Mojzesova šifra. Jaz sem o moči besede, jaz sem pisala tudi v knjigi, ko imajo duše žur. Dejstvo je, da prav ko si ponavljamo, jaz sem moč, jaz sem mir, jaz sem energija, jaz sem zaupanje. Veste, kaj je bilo prejšnji dan? Jaz sem leta nazaj, bom drugače rekla, na eni od delavnic smo delali vajo, da smo en druga spraševali, kdo si ti. Se gledaš, nasprot sediš in kdo si ti. In ko smo delali to vajo, recimo enkrat sem sedela z eno punco, ki si ni dovolila čutiti in je bilo tako, jo bom že najdla, kdo si ti. Tako, kdo si ti. Ampak jaz sem sama pri sebi, zdaj pri meditaciji spraševala, kdo sem jaz. Kdo sem jaz? Kdo sem jaz? In odgovore, ki sem jih dobivala, je bilo svetloba, milina, ampak hkrati je pa prišlo tudi, jaz sem, veste, kaj je prišlo? Ubogljiva. Ok, jaz sem poslušna. Sem rekla, wow, to imam še za počistiti. Ne rabim biti več ubogljiva. To sem bila takrat, ko sem bila stara 5 let. Ne rabim več biti poslušna za nekoga druga. Ja, za svojo dušo, ne pa za to, da mi bi nekdo sufliral, kaj moram delati. In jaz sem pokorna. In prav to mi je, sem prav zapisala, sem rekla, vidiš, kako definira to mene še vedno program, jaz sem. Kdo si ti? In dajte sami, tik pred spanjem, 5 minut pred spanjem, zjutraj, ko se prebujate, ko ste čisto v miru, a še eno stvar, če imate določen del telesa obremenjen, recimo, da vas želodec boli, lahko roke date v ta položaj, takole, kot, glejte, to je kot neko oko, to je ta najmočnejša energija, mudra za novo moč. Takole date roke in jih položite na tisti del, kjer želite, da poteka zdravljenje. In če imate težave z želodcem, date to na želodec. Če imate težave z maternico, dobesedno položite roke na maternico in si zraven ponavljate. Jaz sem zdravljenje, jaz sem zdravje, jaz sem svetloba, jaz sem božanska svetloba, jaz sem energija, jaz sem večnost, jaz sem stvarjenje. Dajte čim večkrat si ponoviti, jaz sem. Ker boste videli, ko si boste vi začeli ponavljati to besedo, jaz sem, vaše roke bodo začele žareti. Dobesedno preko ta srčna energija, ki jo vi aktivirate, gre preko rok in vaše roke lahko zdravijo. In dajte 5 minut pred spanjem, če imate težave s srcem, položite roke tako v tem predelu. Ali pa recimo, če imate težave z očmi, lahko si date tudi na ta način, ampak prav to, ta položaj rok je zdravilen. In ko usmerite s to energijo v svoje telo, se dobesedno vaše telo začne zdraviti, samozdravljenje. Prvič sem o samozdravljenju brala v knjigi, mislim, da Skrivnost Šambale, mislim, da se pravi Celestinska, pa naslednja je Skrivnost Šambale. In tam noter piše, da bo prišel čas, ko bomo lahko sami sebe pozdravili, ko bomo šli v meditacijo in ko bomo potom tega, ko si bomo predstavljali, kako se tkiva celijo, dobesedno zakrpali tkiva skupaj. Tisti, ki ste prebrali knjigo, imenovali so jo Dvoje src in en od teh aboriginov je zlomil nogo in je bila zdravilka. In še eden sta se skupaj, sta usmerila energijo v to zlomljeno nogo in je bil odprti zlom in sta dobesedo v pričo teh ljudi, ki so gledali, kost je zlezla nazaj. Potem sta smolo zavila tisto rano in naslednji dan je ta človek hodil. In jaz verjamem v to moč zdravljenja. Glejte, mogoče se ta trenutek ubadate s kakšno diagnozo. In ta diagnoza mogoče ni glih luštkana.
Mogoče vas je življenje porinilo, tako kot sem včeraj prebrala en zapis, v deročo vodo in ne veste, kako boste preplavali. Glejte, vsaka lekcija v življenju je pravilna. Zato, ker takrat, ko se duša odloči narediti korak naprej in ni mar, v kakšnem stanju je naše telo, hoče narediti korak naprej. In ja verjamem, da tudi te temne zadeve so potrebne za našo evolucijo, za naš razvoj, zato da gremo naprej. Ker glejte, če jaz ne bi imela toliko težav v svojem življenju, a pa bi raziskvala ali bi iskala, pa se ne bi imela potrebe. Če sedim v naslonjaču in meni je fajn, zakaj se bi pa trudila? Za koga? Tako pa, ker me življenje neprestano šola, iščem, raziskujem, kaj deluje. In očitno je to naloga moje duše, da potom svojih izkušenj nekomu podam roko, začne delati, začne čistiti, naredi korak naprej in mu je bolj enostavno. Danes sem bila pri eni krasni gospe, ki jo cenim. To je v bistvu ena od sorodnic, ki ima tako lep odnos, res zelo jo imam rada. No, v glavnem, in sva se pogovarjali pač o družini. In sva prav o tem govorili, kako pomembno je v družini imeti sočutje. Ko razumemo širšo sliko ljudi v naši družini, lažje razumemo, zakaj so taki ali pa so bili taki, kot so bili. Prav to sočutje je tako pomembno. In sem ji razlagala od stare mame, da stara mama je bila za moje pojme, enkrat se mi je sanjalo, da sta bile, pa po moje sem vam že govorila, ampak vseeno bom zdaj še enkrat povedala, da sta bila dva možakarja in sta prekladala nek denar, je bila tako kot neka omara, in potem se združita v eno osebo in se obrneta proti meni in reče: ta, povej tvojim, da je 100 let od takrat in da morajo pošlihtati denar. In potem je bilo sam konec. In seveda doma povem, kaj je bilo, ne vem, to je bilo leta 18, kaj se je dogajalo leta 1918. Dobro, kakorkoli, nismo prišli do nečesar pametnega, ampak jaz vem, kaj se je takrat dogajalo. Bil je nek vojni kredit, dejstvo je, da kmetija je bila zadolžena in da potem moja stara mama je bila stara takrat 14 let in so v bistvu dogovorili, da ona pride na to kmetijo. In ko je ona prišla, lejte, ni bila srečna in ker ni bila srečna, dejansko se je jaz ne spomnim, da bi bila kdaj prijazna do mene, da bi me kdaj pestvala, pa smo skupaj živeli. Bila je tako kot tista jedrt v pekarni miš-maš, črno ruto zavezano, ali pa recimo, če ste gledali Cvetje v jeseni, tista gospa, ki nosi koš, pa ki je bila zmerom slabe vole, zavezano ruto. In ja, in zdaj, če gledate, kako bi se vi počutili, če bi pri 14 letih dobesedno določili, kam se morate poročiti. Z ljudmi, ki vam niso všeč, človekom, ki vam ni všeč, kako bi se počutili. Pa človek samo dela, beži nekam, mogoče tudi v alkohol, zaradi tega, da se ni treba ukvarjati z realnostjo. No in ko razumemo tudi naše korenine, zakaj je tako, kot je tako, lažje gledamo s sočutjem na vse. In ko gledamo s sočutjem, se pravi, ne obsojamo, lažje spustimo, lažje smo v miru. In lažje razumemo tudi ljudi okrog sebe, ker nosimo vsi celični spomin, zakaj reagirajo tako, kot reagirajo. In to je že lažje. Tako da ja, zdaj kaj lahko naredimo, da počistimo te zadeve, kar se tiče solarnega pleksusa. Ja, spet smo pri zdravilni molitvi dekodiranja. Seveda, strah je treba počistiti, potrebo po razburjanju, potrebo po kontroli, potrebo po prav strah pred življenjem, je tisti, ki te zategne. In enostavno, ko dovoliš, da greš tokom življenja, se enostavno začnejo stvari spreminjati. No, tako da je zdaj še kakšno pozitivno sporočilo tukaj, razmišljanje, ki uravnava delovanje solarnega pleksusa. Dovoljujem, da vse,
kar mi ne služi več, odide na miren in ljubeč način. Dovolj je bilo strahu. Sedaj se odločam zase. Svojo moč jemljem nazaj. Odgovornost za svoje življenje prevzemam v svoje roke. Zavedam se, da je iskanje varnosti nesmiselno delo. Zavedam se, da če mi je sila, ki me je ustvarila, zagotovila dovolj vdihov do konca življenja, mi bo namenila tudi dovolj vsega, kar potrebujem za svoje življenje. Zaupam procesu življenja. Pojdimo še na sporočila prehodu v novo dobo, da vidimo. Za vse tiste, ki rabite za solarni pleksus. Tale. Jaz sem ljubezen. Vidim ljubezen. Mogoče celo vdihujem ljubezen. Jaz sem ljubezen. Spet je prišla srčna čakra. Srčna čakra je tista, ki poganja vse okrog sebe. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem plodnost in obilje. Jaz sem povezana s plodnostjo in obiljem. Resnica je ena, jaz sem popolna. Dovoljujem si videti jasno in dovoljujem si videti resnico. Glejte, sporočila so, čas je, da gremo naprej, da opustimo vse staro, da opustimo vse tisto, kar nas bremeni. Čas se spreminja. Čas je, da dobesedno počistimo vse tisto, kar ruši naše temelje. Čas je. Glejte, vsak je na svojem potovanju, vsi se učimo, pred nami je svetla prihodnost, prenehajte skrbeti, ker vse bo dobro. Tukaj je vodstvo boginj, prišla je hindujska boginja Lakšmi, ki je povezana z obiljem vsega dobrega. Stoji v vodi, napajata jo dva slona, zadaj je sonce, dejstvo je, da je vedno se lahko napolnimo z izobiljem vsega dobrega. Tako da želim vam vse dobro, uživajte, verjemite v podporo vseh svetlih sil in videli boste, ko boste vi delali zase korake, se vam bojo odprla vrata tam, kjer mogoče ta trenutek je videti samo stena, pa čist nič svetlega. Stvarstvo pozna čudeže. Verjemite v to, boste videli tudi v vašem življenju se bodo začeli dogajati. Uživajte!